Živijo, sem Jana Pristušek in spet smo skupaj. Jaz bi danes povedala nekaj osnov, kako popraviti zakon, kako izboljšati razmerje, kako ustvariti boljši odnos, kako ustaviti te vzorce, ki ne koristijo, načine delovanja, ki nam škodijo. V bistvu se zelo malo parov odloči za svetovanje ali pa za terapijo, takrat, ko imajo težave. Ko se zaljubimo, ko ustvarimo neko razmerje, ko ustvarimo družino, imamo vsi željo, da bomo srečno živeli do konca svojih dni. Ampak življenje nam prinaša vsakodnevne izzive, ki to našo idilo, ki to našo srečo, ki te naše sanje odmikajo ali pa se ne morejo uresničiti. Ko pride par k meni, jaz najprej vprašam, kdo je bil za to, da poiščeta pomoč. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker tisti, ki je za to, mu je bolj do tega, da popravi razmerje, da spremeni nekaj v njunem odnosu. Kar še ne pomeni, da druga oseba bo potem to blokirala ali bo nasprotovala ali ne bo sodelovala. In takrat jaz za prvega govornika, za prvega, ki bo povedal, kaj mu v zakonu ni dobro, izberem drugo osebo. Se pravi, ne tistega, ki je za to, da popravi zakon, ampak tistega, ki ni tega predlagal. In moje prvo vprašanje je, kako se počuti v zakonu? Kaj je tisto, kar trenutno, ne kar v preteklosti, kar trenutno ni dobro? In potem poslušam, postavljam vprašanja. Kako se počuti, kaj bi rad spremenil ali spremenila? In potem dam besedo drugi osebi. Takrat, ko oba povesta, slej ko prej pride do tega, ko vprašam, kako se potem to izide, da se ali skregata ali pa se nekdo umakne v tišino. In ti odmiki v tišino trajajo lahko od par ur do par dni, celo par tednov ali par mesecev. Prva stvar, ki se meni zdi zelo pomembna, je to, da na začetku ne odpiramo preteklosti, kaj je bilo narobe, zato ker sta oba v drami. Ko pride par k meni, je v drami. Ali pa je do drame samo pol koraka. Zato ker takoj reagirata obrambno ali napadalno. In v prvi uri je potrebno to, da ne pride do prepira in da ne pride do novih zamer. Prva stvar, ki je treba narediti, je treba spremeniti njun način delovanja v odnosu. Zdaj, in ki se ga držita potem do naslednjega srečanja. To je prva stvar, ki jo jaz naredim. Torej, kako reagiraš ali pa kako reagirata, ko se z nečem ne strinjata? Skregava se. Okej. Zdaj bomo v tem tednu do naslednjega srečanja bomo naredili to, da se ne bosta več kregala. Kaj to pomeni? To pomeni, da se bosta naučila oziroma da bosta toliko ozavestila, da bosta toliko pozorna na svoja občutja, da do tega ne bo prišlo. Se pravi, vzela si bosta odmor. Ko bosta videla, da stvari postajajo napete, bo eden od vaju
rekel, rabim odmor, in drugi bo to upošteval. Pravi gospa, jaz hočem, da je moj mož odgovoren. Se strinjam. Vsi želimo živeti z odgovornimi ljudmi, saj smo vendar polnoletni. Ampak, gospa, kaj pomeni za vas odgovornost? Jaz želim, da prevzame odgovornost za moje počutje. Ampak takole ne bo šlo. Nobena oseba ni odgovorna za naše počutje. Mi nimamo vpliva na to, kako bo neka informacija ali kaj bomo mi ob nekem dogodku začutili, kako bo neka informacija vplivala na nas. Na to mi nimamo vpliva, ker to je v nezavednem. To je tako globoko, to je tako daleč od našega razuma, da ne vemo. Ampak odgovorni pa smo za to, kako se bomo mi na to čustvo, na ta občutek odzvali. In kako se mi odzovemo, če nismo pozorni nase, če nismo odgovorni za svoja dejanja. Kako mi reagiramo? Reagiramo z napadom, z obrambo ali umikom. In to je že drama. In najprej je treba ozavestiti, kdaj smo mi v drami. In takrat, ko mi začutimo, da smo v drami, takrat se mi umaknemo, ne za 3 mesece. Takrat rečemo, rabim 10 minut, da se pomirim. Te odmiki so lahko dolgi od 10 minut do pol ure, več ne. V tem času se moramo mi samo pomiriti. In ljudje meni rečejo, ja, ampak jaz že 30 let delam na sebi. To, da 30 let delamo na sebi, še ne pomeni, da smo tudi nekaj naredili, zato ker imamo tudi večne študente, ki nikoli ne doštudirajo. To, da nekdo hodi na fakulteto, še ne pomeni, da bo tudi dobil diplomo, ker za diplomo rabiš določeno znanje. In to, da 30 let delamo na sebi, še ne pomeni, da smo mi to, kar smo mi slišali, znali vnesti v svoje življenje. In zato na začetku rabimo spremembo tega odnosa, tega ravnanja, ko je par prišel k meni ali pa ko je par prišel na partnersko svetovanje. To, da govorimo, kaj je bilo pred 1 letom, kaj je bilo pred pol leta, kaj je bilo pred 10 leti, kaj je bilo pred 20 leti, to ne pomaga, to samo nove rane odpiramo. Rane, ki so jih ljudje malo potlačili, znova pridejo na dan. Najprej je treba spremeniti sedanjost, ker samo sedanjost je tista, ki določa prihodnost. Seveda bomo prišli tudi do preteklosti, ampak ne v 1. uri, tudi ne v 2. uri. In po 1 tednu, ko jaz rečem, ali se zavežeta, da bosta naredila vse, kar zmoreta, da se ne bosta prepirala, da ne bo prišlo do tišine, do odmika in da bosta kontrolirala svoje besede ali svoja dejanja. Ali se temu lahko zavežeta? In odgovor je seveda ja. Ampak čez 1 teden vidimo, kaj se je zgodilo. Ker mi v življenju nimamo samo pravic, mi imamo tudi dolžnosti. Ampak dolžnosti nima samo druga oseba. Dolžnosti imamo tudi mi. In ne glede na to, kaj druga oseba počne, smo mi odgovorni za svoje besede, za svoja dejanja, za svoja ravnanja, za svoje počutje. Torej, prva stvar, ki jo vi lahko uvedete v svojem odnosu, če hočete spremeniti način, ki vam ni všeč, je to,
da se dogovorita, da takrat, ko bosta razburjena, se pravi, da prepoznata dramo, da si vzameta čas in se sama pomirita, vsak zase. Ker to, da nekomu očitamo, to, da smo ali napadalci, kakšen si, zakaj si takšna, poglej se, kako je vse narobe, jaz delam, ti nič ne delaš, jaz se trudim, ti se nič ne trudiš. Da smo v žrtvi, jaz se žrtvujem, jaz se odpovedujem, jaz te tako ljubim in ti ničesar ne narediš, zato samo okrog hodiš, pa naj bo to on ali ona. To ne pomaga. Res ne pomaga. To samo razdvaja. To ustvarja nove rane. In v prvi uri jaz predlagam, to ni domača naloga, ker smo odrasli ljudje. Jaz predlagam, da vsak dan drug drugega vprašata, kaj lahko naredim zate. Kaj lahko naredim zate. In ko reče nekdo to in to, potem to naredite. Vendar je tukaj spet neka zanka. Brez tega, jaz sem zdaj to zate naredil ali pa naredila, zdaj pa ti naredi nekaj zame. Jaz sem naredila več zate, jaz sem naredil več zate, kakor si ti naredila zame, brez tega. Kadarkoli nekaj naredite, nekaj date, se nečemu odpoveste, zato da bo nekdo drug bolj srečen. Naredite to zato, ker hočete narediti, ne zato, da vam bo druga oseba potem dolžna. Da more druga oseba potem nekaj narediti za vas. In v enem tednu, v naslednji uri, se točno vidi, ali sta se potrudila in njima je parkrat zdrsnilo, ali se trudi ena oseba in druga oseba še vedno vleče na dan preteklost in izgovore, zakaj nečesa ne more. In takrat potem se ustavimo in gremo na to, zakaj do tega prihaja. Jaz upam, da je bil tale video vsaj približno razumljiv. Če vas zanima, vam lahko v nadaljevanju povem še par naslednjih korakov. Ampak prva stvar, še enkrat bom poudarila, prva stvar, če hočete spremeniti reagiranje, če hočete spremeniti način, kako vidva sobivata, morata prepoznati svojo dramo, se znati samo umiriti in dovoliti drugemu človeku čas, mu dati čas in dovoliti, da pomiri svoja čustva, ne glede na to, če je druga oseba lahko popolnoma mirna. Poskusite pri sebi, ne glede na to, kaj bo partner ali partnerka naredila. In kmalu se spet vidimo, slišimo in imejte se radi sebe in druge. Srečno!